Mirko, daj nam povej, kaj je bilo kaj v Evropskem parlamentu ta teden. Vem, da nas res vse zanima. V Evropskem parlamentu pa je bil danes na razprodaji še ugled največje slovenske banke NLB. Na predlog evropske poslanke SDS Romane Tomc so danes v Bruslju govorili o sumu pranja iranske milijarde. Ja, mednarodna zagonetka, pranje denarja, banke, to boš pas, ker ko kdo Evropo vpraša, kaj si misli o Sloveniji, smo zmer zadovoljni. A ne Rebeka Dremelj, pa Duo Platin, pa Kalamari, pa Rok Žlindra. Ampak idemo pogledati, kaj mi tokrat hočemo od Evrope. Poslanc SDS in kaskaderski dvojnik Janeza Janše, Anže Logar, povej. Predvsem pričakujemo od slovenskih institucij, da bi opravile svojo nalogo. Evropske institucije so pa pomembne predvsem zato, ker dajo zvočnik in glas temam, ki so relevantne tudi v nacionalnih državah. Zvočnik in glas. Čak malo, Logar. Direktor urada za komuniciranje v obeh Janševih mandatih. A si ti lihar povedal, da si Evropski parlament izkoristil za zvočnik? To je zelo odgovorno, moram reči. Kaj pa je Evropska unija pravno to? Gospod je seveda na koncu ugotovil, torej predsednik odbora, o čem se tukaj gre. Rekel je, da Evropska unija pač ne more reševati notranje političnih težav v posameznih članicah. Logično. V Evropski uniji se ne da ukvarjati z nami. Evropa ima zdaj probleme z Brexitom, pa z Angelo Merkel, boli jih Slovenija. Ko greš mami reči, da te sestra tepe. Mama pa reče, pogovorite se, kaj? Ja ne, mama, ti se pogovori z njo. Ampak meni nič jasno, bomo o tej temi poprašali našega komentatorja. Strokovnjaka za mednarodno reševanje notranjih težav in diplomiranega Slovenca Janeza Ivana Novaka. Gospod Novak. Hvaljen Jezus, hvaljen Jezus. Pozdravljeni spet v studiu, lepo vas se videti tlele na toplem. Trg Republike v tem vremenu res ni več primeren za javljanje. Slušajte, se nisem partizan, da bi se po snegu valil, ne? Če pa kaj niste. No pa gospod Novak, dajte mi povedati, a se vam zdi domoljubno, da se takole teži v Evropskem parlamentu v zadevah, ki se tičejo Slovenije? Nekje sem prebral, da se ne spodobi prati domačega umazanega perila takole v tujini. Ja, me veseli, da ste me vprašali. Veste, ni bolj domoljubne stvari, kot je ta, da v primeru notranje izdaje za pomoč prosiš mednarodno javnost. No, gospod Novak, v tem je point, ne? Vem, kaj boste rekli. Kako je lahko domoljubno kolaborirati ali kot pri nas na desnici rečemo sodelovati s tujino? Veste, dolga tradicija mednarodnega sodelovanja slovenske desnice sega natančno do 20. aprila 1944 leta, mal po kosilu na Plečnikovem štadionu. In kdo ste vi, mladi mož, da boste dvomili v nekaj, kar ima že kar 73 let in pol dolgo tradicijo? Gospod Novak, jaz ne vem, če boste s tem hvalil. No pa poglejva v zgodovinsko obdobje, ki se ga morda še spomnite, če niste morda kot član dekadentne komunajzerske zalege tisto leto ravno preležali v kakšnem jarku. Poglejte, prelomnega leta 2008 je velecenjeni strokovnjak za komuniciranje Anže Logar mednarodno javnost že enkrat informiral o dejanskem stanju v Sloveniji. In sicer tako, da je tujim novinarjem v hotelskih sobah puščal propagandne materiale. Veste, to so domoljubi, ki pridejo tako rekoč na dom, z ljubeznijo. In ne pozabiva, spoštovani gospod Godler, ko je predsednik Janša po Evropi klical trojko, je bila to najlepša oblika patriotizma. To, da trojke potem ni bilo, je samo še ena komunajzerska zarota. Ja, no, gospod Novak, ko se pa izvedeli, da finska policija preiskuje zadevo Patria, pa vaši kolegi niso bili srečni. Seveda ne. Pa česa vi ne razumete, gospod Godler? Pa a je vam treba vse narisati, pa s parfumom našpricati, da razumete? Poglejte, mednarodna javnost mora vedeti, kdaj je naša domoljubna skupnost v nevarnosti zaradi rdeče komunajzerske murgalske zalege in kdaj gre samo za pritehno natolcevanje in črnjenje slovenstva. Se pravi, ko se špeca komunajzerje, je to domoljubje, ko se pa špeca desnico, je pa to izdanje. Ja, čestitam, gospod Godler, končno se razumela. Jaz sem se hecul. Na dobri poti ste, da postanete tudi sam domoljub. Sam naredite kaj s tole frizuro, en zamah z golnikom stran ste od tega, samo en zamah z golnikom stran ste od tega, da ste zgledali ka mladi krdel. Gospod Novak, tudi tokrat nismo zvedeli, ama ništa. In tako je tudi prav.
Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!